Gledate oddajo Klepet ob kavi. Dobrodošli v ženskem krogu, z mano znova izjemne ženske. Naj vas predstavim. Vesna Juvan, Akademija za harmonijo življenja, tudi avtorica Rdeče zarje in Razumeti žensko, misija nemogoče. Bomo videli danes doma, če je mogoče. Tamara Mihalič, pisateljica in blogerka, tudi čudovita Ata je tvoja knjiga. Ja. Tako, ženska esenca. In pa tudi Sanjino knjigo pričakujemo, no, kmalu bo, ne, najprej pa doktorat. Zdaj bom mogla očitno napisati, ker so ženske toliko svojih besed in izkušenj dajete notri, tako da očitno res. Očitno res. Sanja Krajnc, zakonska in družinska terapevtka, ki pa mimogrede tudi zelo, zelo dobro vidi in bo prebrala tale oglas, ki ga je našla naša urednica. Gre oglas za avto, za en avto, za enega karavana, dajmo si pogledati, ki očitno stane 3200, kaj piše Sanja? Evrov. Ampak ravno kar kupil, pa moram prodati, ker moja draga pravi, da se ne bo vozila z mrtvaškim vozom. Kaj naj? Drugače avto bomba za ta letnik. Edino ročno bi treba malo naštelati. PS, menite se z njo, cifra je njena. A bi rekla, da je to en primer ženske, o kateri bomo danes govorili? Govorili bomo danes o ukazovalnih ženskah in Vesna bo kar takoj popravila, ne? Jaz mislim, da je čisto odvisno od situacije. Zdaj, če se oba dva vozita v avto, mislim, da je pošteno, da se pogovorita o tem, kakega bo ta imela. Če ga je on pa za sebe kupil, pa se vtika, pa mislim, da je ukazovalna ženska. Drugače pa, dajmo začeti tudi s temle. Našli smo eno raziskavo, ki je bila pred kratkim kar precej objavljena. In sicer tale raziskava, mislim, da imamo tudi fotografijo, kaže, da so dejansko ukazovalne ženske, da imajo bolj zdrave moške, da prej opazijo, če je z njimi karkoli in tako naprej. Tako da ni švoh za moškega, da ima žensko, ki mu kdaj kaj pove, kaj dejansko more narediti, ne? Recimo, Grega, lahko vodo, tle bi malo vodo, ne? V tem smislu. Kakšen je pa vaš pogled na ukazovalne ženske? Ker jaz absolutno spadam po moje v to skupino. Jaz priznam, kaj. Jaz mislim takole, čist spet od para do para odvisno. Zdaj, če za oba dva funkcionira, če je moški bolj nesiguren, ker itak je, ali je tak tip človeka, ali pa ga je že mama naredila tak tip človeka, potem bomo mogoče čisto odgovarjalo in bo ta pač zamenjala na en način vloge. Bo ženska bolj prevzela tisto, ti temu praviš ukazovalno, pa bo moški bolj tisto, ko se bo pač prilagodil, tako da lahko deluje. Sam ukazovalna je že samo ime tako, se mi zdi grozno. Se pravi, to bi mogoče mogli malo spremeniti. Ampak moje partnersko življenje se je izjemno izboljšalo, ker sem ugotovila, da zaradi narave svojega dela, dajmo, a so kamere, a je uno, tretje in tak naprej, zaradi narave svojega dela, da ko pridem domov, moram pač pustiti to. Ja. Pač noben mi ni tega povedal, jaz sem to šele par let nazaj ugotovila. Ja, ko zdaj vse ženske delamo, se pravi, imamo eno življenje, v katerem smo ful aktivne in pač, če tako pogledamo, je moška esenca tista, ki je aktivna, ženska pa pač je pasivna, Ženska je tista, ki sprejema vase, moška je pa tista, ki daje. Če pogledamo majhne fantke, nam je to takoj jasno. Ali pa punčke, seveda so izjeme, ampak jaz, ko gledam mojega Svaruna, tu ima toliko energije, ki jo mora dati ven v svet, Ženske so pa punčke so pa dostkrat malo tišje, malo bolj vase. Pač jaz gledam tudi po sebi, Ampak poznam eno gospo, ki uči ženske ženskosti, ker zdaj rabimo ženske, ki nas učijo ženskosti, tako daleč smo prišle. Ampak ona predlaga, to mi je bila ful zanimiva, je rekla, da moraš imeti recimo za lažji prestop, ker v bistvu ti rabiš, je kao pač prestop iz moške, aktivne, vodstvene vloge v žensko, ki je bolj tista sprejemam vse, ker se dogaja in se odpiramo žitko. Tako da pač, recimo, če imaš eno
zapestnico ali pa verižico ali nekaj, da jo menjaš med rokama, veš. Ja. Ne vem, kadar delaš, imaš na desni roki, kadar si pa doma, imaš na levi roki. In potem se skozi dotikati. Evo. Ampak tako, to se mi je zdelo ful zanimiv, ne? Pa recimo, da več poslušaš, pa manj govoriš, pa se je veliko takih, ne? Nasvetov. Meni se v bistvu niti ne zdi tako narobe, če je ženska ukazovalna, ampak se mi zdi pa napačen način, oziroma na kakšen način nekaj pove, ukaže. Zdaj je čisto drugače, če jaz recimo rečem, otroka moram odpeljati, pa ga zrihtati, pa pravljico prebrati, daj prosim pa ti tisto pospravi. Ali pa če jaz v bistvu pristopam za eno držo sramotenja, ki ga totalno ponižam in v bistvu mu rečem, veš kaj, itak si čisto totalno nesposoben, še tega, ki ti rečem, ne moreš narediti, vse poskrbim sama. In z eno tako poniževalno držo v bistvu razvrednoti samo sebe kot ženska in hkrati tudi moškega, ki ga je izbrala. Ups. Ja, ups. Ampak okej, zdaj sem malo zmedena. Po drugi strani pa sem prebrala, da moški, ki ženska nekaj hoče od njega, da on rab jasna, kratka in jedrnata navodila. Ko sem jaz čakala, da bo on zvohal, kaj jaz hočem od njega, bom jaz vmes znorela in ne bo šlo česa, ne? In potem sem se pač enostavno se ženska nauči, da pač rečeš, kaj hočeš, Mislim, koliko je tukaj dejansko s tem? Ker veliko časa, veliko razmerij sem imela, v kateri sem bila nezadovoljna, ker sem samo čakala, da bo opazil, pa da pač ni prišlo do tega. Jaz mislim, da zelo pomembno se je zavedati, da moški nas ne morajo razumeti. To je prva stvar, ko je ženske ne sprejmemo ponavadi. Čekaj, kako, če si napisala knjigo? Ja, se sem napisala, je misija nemogoče ali ni. Moraš jo prebrati, da vidiš, kak je odgovor. Se pravi, ne morajo nas razumeti, tako da pričakovati, da bo on tvoje misli bral in tvoje občutke, je nesmiselno. Tako da jaz rečem temu, moramo dati moškim navodila za uporabo same sebe. Pa ne uporabo v slabem smislu, ampak pač. In ja, meni tudi pravijo, da morajo biti kratka, jedrnata, recimo slabo se počutim, ni navodilo za uporabo. Zato, ker on ne ve zdaj, kaj naj slabo se počutim, kaj zdaj pomeni. Mogoče on, ko se slabo počuti, hoče, da ga pustiš pri miru, ti pa hočeš, da ti bo zdaj stregel cel popoldan. Točno to. A ne, tako da treba je biti jasen. Ful bi mi pomagalo, slabo se počutim in ful bi bila vesela, če bi lahko ti to pa to pa to. Ja, sam pa ni tukaj vreden. To je eno naše brezvezno prepričanje, ki nas zelo rani, jaz mislim, ženske. To moramo spustiti. To je una pravljica, če se bo sam zrajtal, je več vredno, ko pa če mu jaz povem. Glej, to je tako, da bi on pričakoval, da ti veš, kako je, ko mu ob 8 zjutraj testosteron se dvigne in odreagiraš temu primerno. Ti ne moreš vedeti, tebi se še nikoli ni dvignil. Ampak obstajajo taki moški. Sanja mi je enkrat povedala prijateljica, ki se je zdaj pred kratkim poročila. Ona je dejansko crknil fen. Crknil je fen, nehal je delati. In njen moški je popoldne prinesel novega, ker je opazil, da je nehal delati. Ja. Odvisno spet, kakšna je ženska. Ena bo pa rekla... To mi je 10 let nazaj povedala, pa se že zdaj spomnim. Se ne spomnim. Ti se ne spomniš, ne? Res se ne spomnim. Če je ženska, pa je pripravljena sprejeti ta nov fen, bo v redu. Sam, če ima pa glih PMS, bo pa rekla, veš kaj, popraviti sem ga hotela dati. Misliš, da je res treba vse takoj novo kupiti. In na tak način jih tudi potem na en način uničimo, da nehajo ugotavljati, kaj bi mi rade. Tako da čisto odvisno, katera ženska je na drugi strani, pa kak je moški. Lahko preživiš pol življenja, pa iščeš enega taga, ko bo dejansko si zrajtal. Okej, v redu. Se pravi, okej, v redu. Glih na to bi se jaz navezala. Meni veliko žensk reče, ja, jaz pa to naredim zanga, ali pa jaz pa take stvari poštimam, zato ker izhajajo same sebe in potem, ko izhajajo same sebe, kako one vidijo stvari, kako one vidijo življenje in kako one vidijo odnose, in potem iz teh svojih lastnih, kako one delujejo, potem mislijo, da morajo kar vsi tudi tako delovati. In potem so razočarane, užaljene tudi, kako on tega ne ve. In v bistvu delajo krivico najprej same sebe, ker si otežujejo v bistvu odnos. Namesto, da bi povedale, dale navodila. Ampak jaz imam recimo feeling, da se pol moram boriti za določene stvari,
ker moram ves čas dajati navodila, medtem, ko bi lahko to sam opazil. Jaz imam eno ful zabavno anekdoto. Ena moja prijateljica Urška, ki je mama petih otrok. 5 otrok. 5 otrok. Prvi je bil fantek in takrat je bil moj svrun star 2 leti. In mi je rekla, fantje, moški, rabijo določena navodila. Jasna in kratka, kot ste že omenili. In ona je rekla svojemu Nejcu, Nejc, kapo moraš imeti. In on jo je nosil s sabo v roki. In potem drugič, ko mu je rekla, kapo moraš imeti na glavi, potem je razumel in se ni več ponavljalo. Ampak dokler mu ni povedala, kje mora ta kapa biti, je bila pač v roki, ne? In sonce je žgalo. A ni potem, da pa smo pa že mamice teh otrok? Moških, a ne? No, da ratajo dejansko... Jaz mislim, da ne, se mu ne rabiš vsega povedati, za sebe bo že sam poskrbel. Problem je, da mi še za njih hočemo skrbeti. Pustimo jih, da za sebe sami poskrbimo, dajmo jim pa navodila, kaj jaz rabim. A ne, ker moški so res zmedeni. Mi imamo še te 4 različne letne čase menstrualnega cikla in ni vsak teden enako, njegova reakcija ne bo vsak teden enako sprejeta. Tako da moramo vedeti, da oni res ne vejo. In pol 3-krat nekaj naredi, kar je v preteklosti delovalo, zdaj pa ne, in pol so zmedeni in pol nehajo. Moški so taki, da odnehajo, ne. Tako da je pa še ena, ki bi jo rada zdaj omenila, ko so mi pa šele kak mesec nazaj v bistvu moški, ko smo imeli moški krog, prosim. Imela sem predavanje o menstrualnem ciklu, pa so samo moški prišli in pa smo imeli malo bolj moške pogovore in so rekli, da ena stvar, ki jo ženske ne vemo, je, da moški hoče vse čim prej zaključiti, ne tako kot mi. Mu daš projekt, on ga hoče zaključiti. Tako da, če hočemo ženske, da se nek projekt dlje časa peljemo, moramo dati vmesne postaje. Vmesne cilje. Tako. Ta se mi je zdela taka, da bi bilo dobro, če ženske vemo, pa jaz priznam, nikoli nisem tega vedela. Vmesni cilji. Predpostavljam, da za spolnost ni glih najbolj, ko ženska stopi v moško vlogo. Je ukazovalnost moška vloga? Ne, zdaj spolnost nomenila nobena noče komentirati. Ne, lahko komentiramo. Mi se samo moramo zmeniti, kjera bo Šti povedala. Vseeno, v bistvu. Ukazovalnost moška vloga. Ta ukazovalnost mi res tak čuden priokus ima ta beseda, no? Ker si tako jasnost mogoče, ker jaz si to tako predstavljam, kakor tako z eno tako... Da se nekdo postavi nad tebe, pa ti nekaj reče. In tako, ampak bolj mi je, če že v spolnosti, a ne, nekdo, ki vodi, da ženska pa sprejema, a ne. Mi je bolj ta... Ok, dam primer. Hočem, da me pele na zmenek, zaradi tega, ker me zadnjih 3 tedne ignorira. Rečem mu, jaz bi želela na zmenek, a lahko nekaj organiziraš prihodnji teden. To je v redu? Odvisno od kak je tvoj tip. Ja. Ampak v tem smislu, ne? Saj mu rečem, kaj hočem, ampak vse glih mu dam nekaj, da bo znotraj tega projekta naredil. Jaz bi rekla, jaz bi bila ful vesela, če bi kaj organiziral, pa me presenetil. Tudi jaz. Tisto je zvenelo malo trdo. Rada bi, čeprav prej smo govorili o jasnosti. Ja. Ampak sej to je tudi jasno, zelo bi bila vesela. Je jasno? Zelo bi bila vesela. Ja. Ali pa morda se... Oprosti. Zdaj bi mogli imeti moške tle, da bi povedali, a ne? Zdaj se mi pogovarjamo o moških, pa dejansko ne vemo, je res. A pa se navežeš morda na kaj, kar je včasih naredil in joj, kako mi je bilo tisto všeč. Prosto sem slišala, da je neka vrsta manipulacije ali pa silna agresivnost. Kao, če rečeš, joj, ful mi je bilo všeč, ko si tisto naredil. Pa to je vse manipulacija, pa vse je manipulacija, skozi vse manipulacija. Ja, konc koncev res, a ne, pa lahko v bistvu vsako stvar vzamemo kot manipulacijo, a ne. Jaz pač rada izhajam iz tega, da poskrbeti za sebe. In to velja za moške in za ženske, a ne? Ker lahko gremo iz tega zmanipulirati, te bom, da narediš to, kar jaz hočem. Lahko grem pa iz tega, kaj bi se moglo zgoditi, da bi jaz polna svoj vrelec, a ne? Tako radi rečemo ženske. In to se mi zdi zelo pomembno, ker če pridem iz tega, kaj jaz potrebujem za to, da bo moj vrelec poln in bo cela družina boljše zaradi tega, potem ne bi glih rekla, ne bi uporabila beseda manipulacija, ampak bi vse... Jaz mu bom danes povedala, dragi, želela bi napolniti svoj vrelec. Ful povemo, kaj mora narediti. Ne, to ne govoriš njemu, to gre samo iz tega, iz kje izhajaš. Iz kje izhajaš. Ko daješ navodila, ne? Se pravi, finta vsega skupaj, ker
nobena ženska na tem svetu ne bi rada slišala, da je ukazovalna. Verjamem, da je temu In tako. velikih je. A ja, Ampak okej. se s to držo v bistvu... Vse je v načinu pol. Ja, bolj bi rekla način, ampak hočem reči, da ta ukazovalnost je kot neke vrste prepreka do nje same, a ne? Tako. Aha, v tem smislu, da je ona, okej, s tem se lahko poistovetim. Zelo veliko let nazaj na svoji poti sem imela eno izobraževanje in je bilo vprašanje, kaj je tvoja največja skrivnost, in sem napisala to, da sem ranljiva. Ker sem se skozi delala, koliko sem močna, ne? In se pravi, ranljivost je za to ukazovalnostjo. Strah pred to ranljivostjo. Ona potrebuje to ukazovalnost in kontrolo nad situacijo, zato ker jo je v bistvu je strah se spustiti v neko intimo, kjer bo lahko ranljiva. Ne? Maja Mondru, ki je bila v naši oddaji, pa je tudi govorila o ranljivosti. Tudi ona je napisala knjigo, tako da Sanja, res je čas. Dajmo si pogledati ta izsek. Ja, se tu je ta problem, ne, da že od malega to sporočamo puncam, ne bodite ranljive, vse zmorete, ne potrebujete nikogar, veste, uspešne, bla, bla, bla. V glavnem, to je zelo nevarno trditi, ker ne samo ženske, tudi moški, ne, oni so pa tako od vedno vzgajeni v tej smeri junaki. Ampak a ti misliš, da ženske rabijo moškega? Jaz mislim, da rabimo drug drugega. Rabijo ženske moškega? Zelo individualno spet. Veš, ni enega odgovora na to. vprašanje. Ni enega. Jaz sem zadnjič poslušala, recimo, pa je bil en video o tem, en Sadhguru je o tem govoril v bistvu in je rekel, približno 5% ljudi je tako celostnih znotraj sebe, da ne rabi drugo osebo za to, da dobro funkcionirajo v življenju. A ne? Tako da zdaj, če si med tistimi 5%, verjetno ne rabiš nobenega, pa si popolnoma zadovoljna. Sam to je kakor pri spanju, veš, 5% ljudi rab samo 6 ur spanja ali pa 4 ure spanja in pa vsak misli, da je v njih 5%. Jaz poznam ženske, ki vejo, da potrebujejo nekoga ob sebi, zato ker se boljš počutijo, ker so bolj varne in tako naprej. Poznam ženske, ki ne potrebujejo nobenega, ne. Dobim pa velikrat te recimo ukazovalne ali pa jaz jim rečem control freakovske ženske na delavnice ali pa na te individualne obravnave, ki jih imam. In bom rekla, ni ene, ko ne bi šla sama sebi na živce, če je taka. Večinoma so same že utrujene od tega, ker pol si pa sam za vse. Če si control freak, si sam za vse. Ne? In večinoma so utrujene in ne vejo, kako spustiti in bi si želele. A ne, moški njihovi na drugi strani so pa ponavadi že se navadili, sprijazeni in se umakani. Moški se umakne, če mu ni treba nekaj narediti, ne bo naredil. Oni pa športajo ali pa karkoli drugega. In se imajo lahko čisto okej. Tako da jaz mislim, da te ženske, ko enkrat to vidijo, da to same sebi škodijo, pa ko začnejo malo spuščati to kontrolo, jaz jih vidim, kako zacvetijo. Odlično. Moški so najprej malo zmedeni, ker so navajeni na star sistem, pol pa tudi oni počasi začnejo pobirati in stopati v svojo moškost. Točno tale nasvet je upoštevala naša gledalka in pokazala svoj ponos. Tole je njen ponos, lepa travca, zrihtan vse in dopisala je, končno sem dovolila moškemu, da naredi nekaj zame. Lepo. Kaj vidite, kako je to lepo rata? Zelo lepo. Zelo lepo. Hvala za tale pogovor. Ženski krog naslednji prihodnji mesec za zanimivo tematiko. Vsekakor pa lahko tudi same mogoče sugerirate, o čem bi še lahko govorili. Več informacij na klepetobkavi.si.